Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču. Bliža se 27. marec, svetovni dan gledališča. Na ta dan se tradicionalno začenja teden slovenske drame in letos bo Prešernovo gledališče v Kranju gostilo 56. festival slovenske dramatike in uprizoritvenih umetnostih, ki svojo besedilno snov zajemajo iz že gotovih dramskih in gledaliških besedil, množica letošnjih uprizoritev, ki se bodo na festivalu predstavile in tudi tekmovale za festivalske nagrade, pa so nastale po principih snovalnega gledališča, ki svoje vire išče tako v literarnih kot neliterarnih virih. Selektorica letošnjega tekmovalnega in spremljevalnega programa predstav je doktorica Zala Dobovšek, dramaturginja, gledališka kritičarka in raziskovalka, docentka na oddelku za dramaturgijo in scenske umetnosti na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani. Spoštovana Zala Dobovšek, lepo pozdravljeni. Dober dan in hvala za vabilo. Hvala, ker ste prišli. Kot navaja predstavitveno besedilo, selektorsko leto za teden slovenske drame traja eno koledarsko leto in lani ste si ogledali 64 uprizoritev, ki so nastale na podlagi slovenskih dramskih predlog in so bile premierno uprizorjene leta 2025 v produkciji tako institucionalnih gledaliških hiš kot nevladnih produkcijskih organizacij v Sloveniji in tujini. Mogoče za začetek nekaj primerjave med preteklimi leti. Kako se giblje število uprizoritev, kakšne so smernice glede dramskih pisav oziroma odrskih pisav, pozneje pa bomo spregovorili o vsebinskih opažanjih, kakovostnih kriterijih in tako naprej. Za začetek torej o številu uprizoritev, kaj kaže to produkcijsko leto. Leto 2025 je v sklopu selektorstva zajemalo 64 uprizoritev. Po eni strani je res, da to niso vse uprizoritve, ki so tudi prijavljene, ampak kot selektorica si pravzaprav zajameš nek širši spekter produkcije in ogledov uprizoritev, ker so seveda zelo zabrisane meje, kje se začne in kje se konča dramatika, kje se začne neka slovenska predloga, se pravi neke kombinacije adaptacij priredb, tako da sem bila pozorna na čim širši spekter, ki pa je seveda še vedno se umeščal v to, kar je namenjeno, da gledam v sklopu tedna slovenske drame. Ogledala sem si 64 uprizoritev in znotraj teh uprizoritev je moč opaziti marsikaj, marsikatera umetniška, estetska dognanja in po drugi strani seveda vedno tudi družbena, sociološka in politična. Na nek način je selektorsko delo vedno zanimivo, je tudi naporno in jaz ga tudi razumem kot neko odgovorno pozicijo, s katero seveda nekako selektorica poskuša sceni in pa seveda tudi širši javnosti, v tem primeru imamo v mislih abonentsko publiko, denimo, pa seveda tudi ljudem, ki se ne ukvarjajo z gledališčem ali pa ga spremljajo le skozi medije, in sporočiti neko sporočilo, ki sega onstran všečnosti, ki sega onstran tega, kaj je dobro in kaj ni dobro, ampak bolj na področje pomembnosti in družbene odgovornosti. Je pa res tudi to, da sem že tekom dneva opazila, da neko vprašanje odgovornosti ni nekaj, kar angažira ali pa v tem momentu, v tem obdobju okupira samo mene, ampak je velik delež gledališke produkcije usmerjen v to. Tako da se mi zdi, da je eno z drugim nekako potem splavalo na površje v selektorskem izboru, kakršnem se kaže. Sem pa prepričana v to, da je gledališka produkcija oziroma svet uprizoritvene umetnosti vedno mikrosvet družbe, v katerem se nahaja. Zdi se mi pomembno, da smo vedno samokritični do sebe, ker če nismo samokritični, potem smo zelo hitro samozadostni in se na nek način vrtimo v krogu in zato,
ker sem imela tak pregled nad takšno produkcijo, se mi je zdelo potem na koncu v poročilu, poleg predstav, izpostaviti seveda tudi določene probleme, ki jih produkcija ima. Nekateri so ozaveščeni, nekateri še niso toliko ozaveščeni. Seveda to ne pomeni, da sem gledala produkcijo samo z nekega kritičnega vidika. Kot selektorica sem imela ogromno pretresljivih, ganljivih momentov ob gledanju predstav in pokazalo se je, da je to neka kompleksna gmota, ne, ustvarjalnosti, v katero nenehno vpliva političnost v najširšem pomenu. Kot pravite, da je gledališče nekako mikrokozmos družbe, se pravi, da pravzaprav zaznavamo duh časa skozi gledališče in vi pravite, da je prav v tem letu, ki ste ga spremljali, veliko te angažiranosti, odgovornosti. Ja, zdi se mi, da se gledališče kot tako, ne samo v prejšnjem letu ali pa trenutno, ampak že nekaj zadnjih let nahaja v nekakšni tranziciji. To je sicer zelo široka beseda, ampak ko rečem, da se nahaja v tranziciji, pomeni to, da se hierarhije, ki so prisotne že od nekdaj, se pravi, gledališče je vedno bilo, tako kot vsaka druga sfera družbena, se pravi, je temeljila na nekih patriarhalnih izhodiščih. Mislim, da je pomembno, da to nekako ozavestimo in se s tem spopademo. In ko pravim, da je gledališče in ljudje, ki delujejo v gledališču, da veliko izmed njih, predvsem je to, imam v mislih mlado oziroma mlajšo generacijo, ko rečem, da je v tranziciji, mislim to, da se do neke mere že zavedajo, kaj treba izboljšati, niso pa še dovolj opremljeni. Oziroma ljudje na pozicijah moči še nimajo te senzibilnosti, ki jih je nekdo na drugi strani že nekako razvil. In zato se mi zdi, da ta tranzicija je mišljena v tem, da je ogromno nekih poskusov, ogromno nekega tveganja, eksperimentov, ki enostavno želijo za začetek spreobrniti perspektive na zgodovino, na nekaj, kar je bilo samoumevno. Se pravi, da ne gre za neke radikalne spremembe, ker se zavedajo, da je to nemogoče narediti z danes na jutri, ampak da gre za neko postopno razširjanje pogleda, ne, bodi si na neke avtorice ali avtorje, ki recimo veljajo za nek zgodovinski kanon, ali to neka specifična tematika, spregledana historična obdobja in na vse zadnje tudi hierarhije, vprašanje dekonstrukcije teh hierarhij, ravno tudi s porastom, izjemnim porastom snovalnega gledališča oziroma avtorskega gledališča, za katerega velikokrat rečemo, da je to zdaj trend, da zdaj so pa samo še snovalni principi navzoči in jaz kot, ne vem, teatrologinja in hkrati selektorica se seveda ne morem zadovoljiti samo s to opazko, vedno se moramo vprašati, zakaj se to dogaja. Ne? In ko se začnemo spraševati, zakaj je takšen porast, se razpirajo zelo različne perspektive in odgovori na to. Ali smo lahko pri tem prosim malo bolj konkretni, ker na drugi strani vseeno pa obstaja še vedno natečaj za Grumovo nagrado za najboljšo dramo, potem za nagrado Zofke Kveder za mladega dramatika ali dramatičarko in nekako kaže kot na nek razkorak oziroma neke dve ločeni poli, namreč kot že sledimo zadnjih nekaj let ali pa desetletij, je tudi uprizarjanje dramatike, tudi dram, ki so nagrajene na Tednu slovenske drame, pravzaprav prej redkost kot pravilo. Ne? Ja, absolutno. Nekako, če bi odgovorila na kratko in široko in splošno morda, bi rekla, da je v našem okolju ali pa v gledališki sceni ogromno potencijala, ampak se hkrati zdi, kot da ni dovolj prostora. Ne? Zelo nehvaležno je izključevati in reči, mora biti dramsko gledališče, mora biti snovalno gledališče. Zdaj, v najboljšem primeru, v nekem optimalnem primeru bi bilo to, da bi nekako bivala eden z drugim. Ker pa je scena tako mala, hitro pride do neke nehvaležne tekmovalnosti oziroma tudi morda občutka zapostavljenosti. In so to vprašanja, s katerimi se moramo soočiti, predvsem tisti na pozicijah moči, ki seveda tudi snujejo repertoarje, ki komunicirajo z potencialnimi avtorji in avtoricami. In zdaj recimo sam en tak statistični podatek, še znotraj teh 64 uprizoritev, ki sem si jih ogledala,
je bilo 11 takšnih predstav, ki so bazirale oziroma so bile interpretacija izvirne slovenske dramatike in kjer je bilo razmerje, relacija med dramatičarko in dramatikom ter avtorsko ekipo razmeroma neodvisno. Ne. Seveda, to je podatek, ki je za nekoga, ki se ukvarja z dramatiko, izjemno problematičen, izjemno tesnoben in po drugi strani se mi zdi, da je nujno, da sem jaz ravno z neke distance poskušala zaobjeti tudi v svojem poročilu ali pa tudi v neki refleksiji, se pravi, neke morebitne stiske obeh polov. Vprašanje zdaj, kaj točno s tem narediti, so vprašanje, s katerimi se moramo soočiti, ne, v gledališki sceni. Se mi zdi ena taka izpeljava, ki jo lahko izrečem, je ta, da vsakič, ko na repertoar postavimo določen tekst, pomeni, da določenega teksta tudi nismo uprizorili. Ne? In zdaj, če sem lahko tudi zelo konkretna, gledališka zgodovina je že od nekdaj denimo polna Cankarja, hkrati pa je bilo drobec recimo dramatike Zofke Kveder, ki se je ukvarjala z izjemno podobnimi temami kot Cankar. Ne govorim o tem, kdo je več ali kdo je manj vreden, ampak gre za to, komu se nenehno daje prioriteta in fokus in komu ne. In se mi zdi, da prej, ko se bomo začeli s tem ukvarjati, prej bomo dojeli, da je še ogromno materijala, ogromno zgodb, ogromno tudi spregledane dramatike, slovenske dramatike, ki seveda po tolikih desetletjih morda potrebuje neko adaptacijo, neko prenovitev, a ne? Ampak močna politična gesta je že v tem, da postavimo na oder nekoga, ki ni kanon in ima hkrati ogromno zapovedati. In tle se mi zdi odgovornost in seveda ogromno tudi nekega psihološkega razmisleka in odgovornosti, ki jih imajo gledališča do svoje publike, morda še bolj kot do gledališke scene. Ne? Gledalci in gledalke gledališkega okolja smo v manjšini, ne? Večina je nekje drugje in tam je potrebno gledati, kaj jim želimo sporočiti, kaj jim želimo danes v razdrobljenem in raztresenem svetu skozi gesto gledališke predstave, na kak način jih opremiti in obogatiti na vse zadnje. Ali lahko iz vaše pripovedi sklepam, da pravzaprav teh 11 uprizoritev, ki so bile uprizorjene po dramskih predlogah, torej so bile uprizorjene po dramskih predlogah, ki so že velikokrat bile uprizorjene, ki so poznane in torej niso posegale po tem nekem ponovnem razmisleku o dramatiki in gledališču? Do neke mere ja, ni tako črno-belo spet, ampak se mi zdi, da so, zdaj če bom zelo konkretna, recimo obstajajo neke uprizoritve ali pa uprizarjanje določenih avtorjev in dramatikov, kjer je argument to, zakaj se ga uprizarja izključno neka obletnica. Ne? Obletnica rojstva, obletnica smrti. Na nek način poskušam razumeti to, se pa velikokrat prikaže, da to ni dovolj, da je to v bistvu en zelo tak umeten razlog, ki si ga organizatorji, umetniški vodje pač zadajo. In kaj je zdaj ta posledica, ki se mi pa tudi zdi zanimiva, da ne glede na to, da je to obeleževanje neke obletnice, ki je povezana z določenim avtorjem, ko nekako pride v stik, to, kar pravim, z generacijo, ki ima ogromno stvari že reflektiranih, ki si želijo na drugačen način, z drugo lučjo osvetliti določenega avtorja, da pa je prišlo do nekih zelo dobrih primerov tega srečevanja, ne, ki spet razumem kot nek spekter te tranzicije. Ne. Se pravi, po eni strani je kanon, ki je zelo fiksiran, ki je umeščen v nek čas, ki je v bistvu tudi del našega izobraževanja, osnovnošolskega, srednješolskega in tudi kasneje. Po drugi strani pa se vedno malo odpira tudi vprašanje, zakaj in čemu. Vem, nekdo bo morda rekel, da sem preveč stroga, kar se tega tiče, ampak stroga nisem v tem smislu ali pa preveč kritična, ker bi kogarkoli ne spoštovala kanonsko ali pa avtorsko, ampak ker se zavedam, koliko del vsebin in zgodb je bilo spregledanih v času zgodovine in zakaj jim ne damo prostora, kdaj, če ne zdaj in ne, kdo, če ne gledališče.
No, ampak če pa pogledava snovalno gledališče, tudi na tem področju najbrž vsebine niso vedno aktualne, prodorne, dobro artikulirane in to seveda se to vidi tudi v izboru, ki je pač izmed 53 predstav snovalnega gledališča vendarle skrčen na okoli 10 tekmovalnih in predstav v spremljevalnem programu, ne? Absolutno, seveda, tudi predstave, ki temeljijo na principu snovalnega gledališča, imajo svoje zagate, imajo svoje probleme, že zaradi narave dela. Velikokrat sem tudi opažala, da avtorska svoboda, ki pride znotraj procesa snovalnega gledališča, hkrati lahko prinese tudi pomanjkanje distance in selektivnosti pri teh predstavah. Nemalokrat se mi je zgodilo, da sem gledala predstavo, ki je nastala po snovalnem principu, kar pomeni, da je avtorska ekipa sama raziskovala bodisi raziskovalno oziroma arhivsko ali pa terensko o nekim določenem problemu, da so naredili estetsko in uprizoritveno izjemno zanimivo predstavo, ki pa je bila nasičena in nakopičena z po eni strani odrskimi znaki in po drugi strani tudi tekstovnim materialom. In sem seveda tudi o tem razmišljala, ne. Premalo bi bilo reči samo, da je nekaj s tem narobe, ampak sem vedno poskušala razumeti, kaj je psihologija za tem. In se mi zdi, da po drugi strani, kaj se zgodi pri snovalnih principih, je to, da avtorska ekipa se res, kar je povsem logično, poveže z materialom, ki ga uprizarja, ker je resnično njihov, ker so se za njega potrudili, ki dejansko izhaja iz njihovih življenj in se mu je seveda potem na odru težje odreči. Nekaj, kar bi morda pri dramskem tekstu od nekoga drugega zlahka sčrtali, ali pa hitro rekli, joj, tu se pa podvaja, neka replika, bomo to sčrtali ven, se v bistvu potem snovalno gledališče na drugi strani lahko zazanka pač v lastno to kritiko. Se pravi, to ni nič usodnega spet, ne, kaže pa na to, da se je težko odreči nekim lastnim idejam, kljub temu, da bi predstave lahko to naredile in še vedno bile zelo dobre, zelo sporočilne in efektivne. Prav pri tem recimo pogrešamo to sodelovanje nekako med dramskimi pisci ali pa piskami in ekipami snovalnega gledališča, ne? Recimo, pri kakšnih projektih se sicer tudi brez eksplicitnih teh poklicev ali pa profesij nekako posreči, včasih pa ne, ali pride do tega preobilja, kot sami pravite, včasih pa tudi estetika pravzaprav teh besedil ni nekako na nekem pesniškem nivoju. Ne glede na to, katero raven pesništva vzamemo, ali je to pesništvo visoke ravni ali pa urbano, recimo, ne? Ja, tu se mi zdi, da je prisotna morda neka slepa pega oziroma še nek prostor, ki bi ga bilo treba nujno izkoristiti, ker to, o čemer se pogovarjava, na eni strani, se pravi neka izvirna, recimo temu neodvisna dramatika in na drugi strani snovalni principi in v mreženju tega obstaja še nek prostor, ki se v določenih predstavah že kaže, ampak se mi zdi, da bi ga bilo lahko še več in to je ravno to, da je v bistvu neka neodvisna dramatičarka ali dramatik sodeluje v določeni uprizoritvi s svojim dramskim tekstom in je hkrati odprta za spremembe, za premise, da se malo spremenijo, se pravi za neko sprotno moderiranje lastnega teksta. To je seveda zdaj zelo povezano seveda z nekimi produkcijskimi sredstvi, navsezadnje tudi samim značajem dramatičarke ali dramatika. In ja, variacije v resnici pač zelo veliko, ne. Je pa vse nekako povezano s tem, ker prodirajo v našo produkcijo vse bolj raznovrstne teme. Teme, v resnici s katerimi se morda dramatika na tak določen način ni ukvarjala, ali pa se je, pa ni bila prepoznana. In ko rečem, da ni bila prepoznana, se znova vrneva na vprašanje še vedno obstoječih natečajev za dramatiko in najboljša dramska dela. In vidimo, da odpreti natečaj in nagraditi določeno dramsko delo absolutno ni dovolj, ne? Ker je pač, tle se na nek način podpora šele začne. Nadaljuje se v tem, da se to dramo uprizori
in v končni fazi, da se jo morda tudi lansira izven naših mej. Hvala lepa. Začeli ste govoriti tudi o temah. Morda bi se pa ob tem ustavili kar o programu predstav. Torej, če pogledamo seznam uprizoritev v tekmovalnem programu ali v spremljevalnem programu, vidimo, da so teme zelo raznolike, nekako cel spekter teh tem je, pa vendar lahko pri določenih predstavah, pri določenih uprizoritvah pravzaprav neke skupne imenovalce pa vseeno vidimo. Vsaj v neki tenziji, če že ne že natančno obravnavanem subjektu ali objektu. Ja, absolutno. Jaz osebno bi rekla, da je ta skupni imenovalec, če bi ga morala poiskati, bi v bistvu bil pojem, in sicer pojem odgovornosti. Odgovornosti, ki jih te uprizoritve, ne glede na temo, ne glede na estetiko, dajejo najprej občinstvu, na vse zadnje tudi gledališki skupnosti in v končni fazi tudi javnosti kot taki. Tako da morda bi rekla res, da je odgovornost ta gesta, ki povezuje tako tekmovalni kot spremljevalni program. Teme kot takšne pa so zelo raznolike, odpirajo spekter od zelo osebnih, individualnih tem do zelo kolektivnih in na nek način skupnostnih tem. Velikokrat se vidi, da se te stvari nekako prepletajo, vsakič znova se lahko vračamo tudi k tej družbeni premisi, osebno je politično. Tako da tudi uprizoritve, za katere se nam zdi, da odpirajo prostor ali pa se dogajajo v nekem okolju, ki je izjemno bodisi partnerski, zaseben, intimni, da se znotraj tega v bistvu širi nek pogled na širši družbeni mehanizem. Ena od teh predstav je zagotovo Zakaj sva se ločila, avtorice Katarine Morano in v režiji Žige Divjaka, kjer lahko seveda skozi parametre in komičnosti in hkrati neke melodrame, sigurno tudi nekih primesi dokumentarnega, skozi nek partnerski svet dveh zakoncev, v resnici uzremo mehanizme, ki jih lahko postavimo v nek širši svetovni spekter. Se pravi, to so vprašanja, ko vidimo, da družbeni imperativi zelo brutalno posegajo v osebne odnose in znotraj tega se potem pokažejo in stiske in tesnobe in vse te stvari, za katere se nam ves čas zdi, da so individualne, da so samo naše in hkrati vidimo, da so kolektivne. Zdi pa se nam, da so samo naše, ker se o njih premalo pogovarjamo, ker smo zaprti v lastne svetove in tudi v tem smislu se mi zdi, da je ta predstava pokazala to gesto odgovornosti v tem, da je zelo veliko ljudi na odru prepoznalo lastna življenja in lastne bolečine in nekako tudi dojelo, da niso sami v tem. Ni nujno, da bo zdaj predstava seveda rešila jim življenje, ampak se mi zdi, da je že občutek, če gledamo predstavo in dojamemo, da nismo sami v nečem, je lahko to že izjemen terapevtski učinek. Predstava 1973, ki je nastala v konceptu Evropske prestolnice kulture in v koprodukciji SNG Nova Gorica v sklopu Dodekalogije, je predstava, ki nekako tematsko seveda se naslanja na samo lokacijo uprizarjanja in preizprašuje teme, ki jih je nekako nastavila že sama glavna tema Evropske prestolnice kulture, se pravi prebijanje mej, prebijanje geografskih mej in seveda tudi nekih mej v glavi. Kar bi morda želela poudariti pri celotnem projektu Dodekalogije, kar sem tudi seveda zaznala ravno zato, ker sem jo tako rekoč gledala v celoti, se mi zdi, da je prišlo do enega dragocenega stika lokalnega občinstva in gledališča. Prepričana sem, da so padle neke bariere in po drugi strani tudi predsodki, ki jih ima morda publika do gledališča in gledališče do publike. Za marsikoga so morda bile te predstave ene prvih predstav, v katerih so uzrli sebe, svoje zgodbe, zgodbe svojih prednikov ali prednic. Se pravi, da je bilo to serija predstav, kjer so ljudje lahko videli in opazovali artikulacijo lastnega bivanja in to je nekaj izjemno pomembnega, lahko je to zelo dobra izkušnja.
In seveda si na nek način najbrž si želimo, da bi s tem tudi nadaljevali oziroma da bi se ta publika obdržala. Ker je bilo jasno, da je šlo za nek spekter publike, ki morda načeloma ni zahajala v gledališče. Potem uprizoritev Inkubator v produkciji Slovenskega mladinskega gledališča in v režiji Oliverja Frljića. Pravzaprav je bila to edina predstava v celem letu, ki se je tako načelno in tako fokusirano opredelila do vojnega nasilja v Palestini in v Gazi. Seveda je bilo znotraj produkcije, so bile takšne in drugačne geste, replike, morda kak prizor. To pa je bila predstava, ki se je z neko načelno odgovornostjo odločila, da bo o tem na odru govorila 1,5 ure, brez rezerve in brez zadržkov. In v tem se mi zdelo nekaj izjemno pomembnega. Odprlo se je znova mi vprašanje, ki se vsakič znova pojavi pri selektorskem delu, vprašanje etike in estetike. Se pravi, ko pridem do tega vprašanja, kot selektorica je izjemno zahtevno, ker včasih se pojavijo predstave, ki so tematsko izjemno pomembne, nujne, tako rekoč, po drugi strani pa estetsko morda niso presežne in tle se pokaže tudi morda ta selektorska političnost. Ne? A bo nekomu bolj pomembna nekak estetski učinek ali bo bolj pomembno to, o čem predstava govori. Pri tej predstavi se ta dva segmenta združita. Ne? Tako, ja. 55. člen, prav tako v produkciji Slovenskega mladinskega gledališča, se mi zdi kot tak izjemno izstopajoč in pomemben. Dokumentarna predstava, ki govori o borbi, tako rekoč dobesedno, za reproduktivne pravice žensk, osvetli določeno obdobje slovenske zgodovine, s katero nismo tako rekoč nikjer seznanjeni, o kateri nam ne govori niti osnovnošolsko, niti srednješolsko in tudi kasneje, če se eksplicitno s tem ne ukvarjaš, izobraževanje. Gre za izsek prezrte zgodovine in pri tem primeru ne gre samo za to, da je bilo nekaj prezrto, ampak zato, ker je bilo prezrto, v današnjem času deluje samoumevno. In to je neka zaslepljenost, ki je v bistvu najbolj žalostna, ne, na koncu, da se 55. člen, ki na tak močen način podpira pravice žensk, da se ga na nek način niti ne zavedamo, da ga imamo in kako je to dragoceno. Potem uprizoritev Anhovo, tudi izjemno pomembna predstava, ki temelji na raziskovanju, terenskem raziskovanju 50-letnega obdobja tovarniškega in proizvodnega delovanja v Anhovem, ki je izjemno srhljivo. Tu pa gre za vprašanje etike, vprašanja odgovornosti do življenja in smrti, tako rekoč, ker lahko vidimo, kako strukture na pozicijah moči se požvižgajo na malega človeka. Mali človek pa zaradi lastne omejenosti, zaradi pozicije delavskega razreda ne more se temu upirati in rezultat seže do tega, da enostavno zboli za rakom. Potem umetnost življenja, umor na podeželju, je uprizoritev 3 ustvarjalk in se prav tako na nek način loti teme skozi dokumentarno oziroma dokumentaristično perspektivo in spregovori o določenih problemih današnje družbe, pa ne samo današnje, v resnici zgodovinsko gledano zelo prisotne, vprašanje femicida in ga prikaže tudi na nek način zelo direktno. Vse spogleduje z nekim nelagodjem, ki ga sama vidim v dobrem smislu zato, ker se nam v vsakdanjem življenju zelo hitro zgodi, da pogledamo stran, da niti ne pogledamo določene novice, določene vsebine, gledališče nam pa še vedno nekako drži to podobo ali pa dejstvo pred očmi in se mi zdi, da ta uprizoritev absolutno tudi izkoristi. In potem še predstava Vse se je dalo, prav tako v produkciji SNG Nova Gorica, Evropske prestolnice kulture in nevladnega zavoda Skaramuš, ki je pa znova nastala na podlagi nesnovne dediščine, pripovedi lokalnega prebivalstva in vse te materiale je potem mlada ekipa zbrala v nek svoj dramski tekst na koncu, ki je nastal in naredila izjemno pronicljivo komedijo in
Če rečem samo to, da ne samo, da je ta predstava duhovita in po drugi strani tudi odpira neko obdobje, znova zgodovinsko, vprašanje meje med Novo in Staro Gorico. Ta predstava je dokaz, da za dobro komedijo ni treba v sami uprizoritvi ali likih nikogar poniževati, se iz nikogar delati norca v smislu nekih stereotipov ali sploščevanja. In v tem smislu se mi zdi izjemno dragocena. Spoštovana Zala Dobovšek, ali pri svojem selektorskem delu kdaj tudi berete besedilne predloge teh predstav, ki so recimo nastale po osnovalnem principu ali večinoma ne? Predhodno? Ali recimo, ja, ali po ogledu? Te, ki so nastale po osnovalnem principu, v resnici tudi redko javno objavijo. Načeloma pa se želim prepustiti samemu dogodku, ker se mi zdi, da s tem odpiram vsaj dve perspektivi, ker se mi zdi, da to, kar sem že omenila, selektorsko delo seveda je na nek način strokovno delo, profesionalno delo, po drugi strani, kar pravim, je večina abonentov in abonentk ni tistih, ki prihajajo z gledališča, in se mi zdi, da ravno to, da pogled, s katerim gledam na predstavo, mora biti strokovno podkovan, hkrati se mora pa nahajati v nekem spektru nevednosti. In se mi zdi, da, če rečem z eno zelo preprosto formulo, uprizoritev kot taka mora z mano skomunicirati svojo poanto, svojo temo, svoje vzdušje, tudi če jaz prej tega nisem prebrala. Spet, ne govorim o kategoriji všečnosti ali pa neke kvalitete v nekem splošnem pomenu, ampak o nekem učinku, ki je povezan z neko dobro izkušnjo, skozi katero grejo gledalci in gledalke. Tako da, kadar preberem, oziroma ko sem prebirala za nazaj. Hvala lepa. S to mislijo, mogoče bi pa še pogledali na selekcijo spremljevalnega programa. Ja, spremljevalni program dopolnjuje tekmovalni program. Morda gre v tem primeru tudi za nekatere uprizoritve, ki jih še malo bolj razumem kot uprizoritve poskusa. Prva beseda je mama, ki je nastala v SNG Drama Ljubljana po dramski predlogi Tjaše Mislej. Razpira teme materinstva oziroma nematerinstva, za katere bi lahko rekli, da na določenem področju ali pa tudi določenem okolju gledališkem so že leta odprte, se v njih razpravlja. Ampak ko recimo to temo postavimo v kontekst SNG Drama Ljubljana, ki ima svojo specifično repertoarno politiko, specifično publiko, specifični renome, pa vidim vsako tako uprizoritev izjemno pomembno. Gre tudi za v tej predstavi za preizpraševanje in kritično predelavo spolnih stereotipov, nekih imperativov, ki jih ženske imajo kot take, in tudi na sami reprezentaciji spola na samem odru kot takem. Boško in Admira je predstava v režiji Žive Bizovičar in pravzaprav govori o tem, kako je lahko ljubezen nenadoma zelo politična, govori o ljubezenskem odnosu med dvema osebama, ki sta bila v času vojne v Sarajevu različnih nacionalnosti in s tem tudi različne vere. Marsikdo bi morda tudi omenil, da gre za nek prototip Romea in Julije. Ja, sama zgodba je izjemno tragična in avtorska ekipa se vanjo zazre z nekega sodobnega vidika, z zelo različnimi medijskimi pristopi in po drugi strani razpre znova skozi neko individualno zgodbo v bistvu nek strukturni mehanizem, ki na koncu uniči nekaj, kar bi je bilo lepo oziroma bi moralo preživeti. To besedilo kaže tudi, kako vojna uniči metafore, če rečemo most. Ne? Ja, tudi to, ja, med drugim. Ker se prav ta smrt zgodi na mostu. Ne? Potem uprizoritev Nafta v režiji Jana Krmelja. To je tudi uprizoritev, ki je na nek način zelo zanimiva, ker vsebuje zelo različne metodološke pristope, zelo se poigrava z postfaktičnostjo, s tem, kar je res, kar ni res. Nenehno nas
pelje skozi neko dramaturgijo raziskovanja in nas hkrati ves čas spodmika tla. Po drugi strani pa se ukvarja z nekimi zelo bistvenimi vprašanji, kot je in vojno dobičkarstvo in vprašanje posameznika v sodobnem svetu. Kar je pa tudi zelo zanimivo je to, da je to uprizoritev, ki ima en cel spekter različnih vzdušij in atmosfer, ki posega po multimediji, po igri kot taki, gledališču predmetov in se znotraj tega vidi tudi neka širina uprizarjanja in režijske misli. Potem uprizoritev Now Suddenly I was a creature of vice v režiji in avtorstvi Lučke Neže Peterlin je za svojo obdelavo materiala izbrala tudi zelo specifično temo in sicer portretiranje in nekako reprezentacija spolnih delavk. V prizoritvi lahko uvidimo kompleksnost tega družbenega pojava, ki je seveda že zelo star, in v tem je tudi neka določena grenkoba, ker je ne glede na to, koliko časa je že prisoten, kako malo je v resnici ozaveščen in reflektiran, koliko neke groze in hkrati stiske se za tem skriva in po drugi strani tudi neke odločnosti oseb, ki se odločijo, da se bodo s tem ukvarjale, tako kot se vsak od nas odloči za nek svoj poklic. In pa mnogi drugi v koprodukciji Prešernovega gledališča Kranj in SLG Celje, ki je na nek način reinterpretacija Cankarja, ki odpira vprašanje razreda, razrednega sramu, vprašanja, ki so danes zelo prisotna in sodobna, ampak jih nekako vpelja v čas Cankarja. Spoštovana Zala Dobovšek, za selektorico programa predstav na Tednu slovenske drame ste izbrani tudi za prihodnje leto, torej se je vaše delo že začelo. Mogoče lahko kaj poveste o teh zadnjih 2 mesecih, ki so tudi tradicionalno bolj zatišni, torej sta bolj zatišna januar in februar, oziroma ali imate kakšno željo ali pa misel o tem, kaj bi si mogoče želeli, da bi pa v tem letu bil mogoče kakšen korak naprej od lanskega v smislu gledališke produkcije, ki prihaja? Ja, res je, da začetek leta je produkcijsko v nekem zatišju, tako da do te točke sem si pogledala že nekaj predstav, ampak ne še toliko in ista dinamika je bila prisotna v prejšnjem letu. Jaz se izjemno veselim tudi letošnjega ogledovanja predstav. Kaj bi si zaželela? Ne vem, jaz mislim, da pravzaprav predstave, ki jih gledamo in intenca sodobnega gledališča pri nas, gre v pravo smer. In se mi zdi, da s tem delom, ki je perspektiven, ki je progresiven, senzibilen in samokritičen, sama vidim neke izjemne premike, ki so morda drobni, ampak se premikajo naprej. Kar bi si želela, je morda res posluh tistih, ki so na pozicijah moči. Se pravi, da bi imeli še več posluha in predvsem tudi zaupanja v ljudi in mlade ustvarjalke in ustvarjalce, ki še niso morda vzpostavljeni in etablirani, ampak imajo ogromno za povedati. In jaz mislim, da bi to bila moja zaključna misel, več zaupanja. Ker imajo tudi mlajša generacija, s tem ne mislim v kakršnemkoli pokroviteljskem smislu, ampak imajo izjemen čut za odgovornost, za podajanje stališč in v sebi imajo še neko vero in ideal, ki jo imam tudi sama še vedno, da gledališče lahko nekaj premakne v človeku. Zdi se mi, da delamo ogromen pritisk gledališki produkciji oziroma umetnosti kot taki, da naj spreminja svet, kaj je potem sploh še poanta gledališča. In kot rečeno, jaz mislim, da vsaka predstava, ki v enem človeku vzpostavi občutek, odpre občutek, da ni osamljen ali osamljena v določenem obdobju življenja, v določeni težavi ali neki stiski, je to ogromno. Ne vem, kaj si še lahko želimo več od tega. Ja. Sicer pa sem pripravljena na novo leto in se že veselim. Vedno mi je to lepa izkušnja, kot rečeno, je odgovorna, ampak hkrati, če nisi selektorica sama od sebe, se seveda ne bi lotila tolikšne gmote predstav in se mi zdi, da je to samo ena lepa izkušnja, ki zadeva mene osebno in seveda absolutno tudi profesionalno. Hvala lepa. Hvala vam.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bil Oder, oddaja o sočasnem gledališču. Pred mikrofonom smo gostili Zalo Dobovšek, selektorico tekmovalnega in spremljevalnega programa predstav na 56. tednu slovenske drame, ki se bo v Prešernovem gledališču v Kranju začel 27. marca. Oddajo je zvočno oblikoval David Lab, pripravila sem jo Petra Tanko. K vnovičnemu poslušanju vas vabimo na naših spletnih straneh in med podcasti. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vam želimo prijeten dan še naprej.